Tokrat v občinskem informatorju. Župan Marko Soršak napoveduje še en mandat. Nastaja nova lista Ptuj je naš. Vijolična kriza vse ljudi tradicionalno rešuje življenja. V Vuzenici gradili gradove iz mivke. Poklon padlim borcem na Mariborski koči. Trail maraton Pohorje združeval 9 držav. Tradicionalni jabolčni tek. Umetnost in šport združuje harmonija. Lepo pozdravljeni. Pred novembrskimi lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur za župane in županje. Prvo uradno napoved v občini Hoče - Slivnica je najavil aktualni župan Marko Soršak. Kot največji presežek dosedanjega dela je izpostavil področje komunalne infrastrukture, kjer da so naredili več kot njegovi predhodniki v 16 letih. Za prihodnja 4 leta pa opozarja, da bo nujno preprečiti bankrot občin. Soršak tudi tokrat kandidira kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Pravi, da nadaljuje obljubljeno, saj si je že pred 4 leti, ko je prvič kandidiral in zmagal, za cilj postavil 2 mandata. Kot enega osrednjih razlogov je navedel dobro dosedanje delo svoje ekipe. Ekipa je vsekakor mlada, čeprav so nekateri stari čez 70 let ali pa krepko čez 70, tudi iz prejšnje liste, verjamem, da bo tudi zdaj sodelovali oziroma bodo sodelovali na listi, ampak mladi po srcu, torej vsak iz svojega področja, šport, turizem, prostovoljstvo, od, bom rekel, pravnika do ključavničarja, obsegamo vse profile, tako da imamo širok pogled na zadeve in zato je tudi v občini, mislim, da je dokaj širok razvoj in enakomeren po krajevnih skupnosti, kar je bila obljuba in tudi cilj in na tem delamo dalje. Ob napovedi kandidature je spomnil na največje presežke dosedanjega mandata. V vodovod se je v tem mandatu več vložilo kot prej v 16 letih. Napredki na področju gospodarstva pomagamo, torej ne gre samo za en projekt, ki ga dostikrat mediji prikazujejo, ampak gre tudi za gospodarsko mrežo, gospodarski forum, ker vsakemu podjetniku, ki je pripravljen biti v naši občini, ustvariti zaposlitve, pomagamo. A vse to so omejeni rezultati zaradi finančne podhranjenosti občin, do katerih se neodgovorno obnaša država. V tej luči kot eno izmed prioritet bodočega mandata izpostavlja obvezen pritisk na novo vlado. Kot je rekel potencialni oziroma aktualni premier, ko še bil sam župan, da občine za vlado veljajo za slepo črevo, upam, da bo to spremenil in da uredi zadeve, ker Računsko sodišče je dokazali, da evro porabljen v občini je dosti boljše uporabljen kot evro uporabljen v državni upravi. Če bo dobil še en mandat, zato napoveduje spremembo na prihodkovni strani občinskega proračuna, ki da ga mora v večji meri polniti država. Boj za županski stolček se je pričel tudi na Ptuju. Iz civilne iniciative za ohranitev dreves na ptujski tržnici nastaja lista Ptuj je naš. Pred nekaj dnevi so pričeli z zbiranjem podpisov, kar pomeni, da podporniki liste svoj podpis še lahko oddajo v Bokafeju na Ptuju ali pa predstavnike liste kontaktirajo preko njihovega Facebook profila. Ustanovitelji so prepričani, da bodo dodobra zatresli ptujski politični prostor. Člani iniciative so trdno prepričani, da bodo za ustanovitev liste zbrali dovolj podpisov, saj so se na politični parket podali iz zelo tehtnih razlogov. Začelo se je že lani z obnovo ptujske tržnice, kjer pač ni bilo posluha za občane. Se je pa začelo tako, da smo začeli zbirati podpise, iskati somišljenike in v enem trenutku se je pa pripetilo to, da nismo bili niti poslušani, niti se ni dalo stopiti v komunikacijo, niti v stik z mestnim svetom, z županom in pol je pač posledica ta, ki je zdaj tu. Ob napovedi kandidature je Pohorec sicer poudaril, da se je v tem mandatu zgodilo tudi nekaj dobrih projektov, kot je obnova mestnega pokopališča, vendar županova nezmožnost komuniciranja z občani tudi dobre projekte precej zamegli. En taki večji udarec je bil, ko smo zbirali vse te podpise, ko smo jih prinesli tudi na sejo mestnega sveta, smo na koncu dobili odgovor, da jih nismo prav oddali. Oddali smo jih javno, pred vsemi mestnimi svetniki in te drobtinice, pikice na i, ta nekomunikacija je sprožila to, kar se zdaj pač dogaja. Gre za čisto civilno inicijativo občanov Ptuja, kateri bojo kandidirali na listi in seveda to definitivno poskušali spremeniti. Lista Ptuj je naš bo torej obstoječo prakso skušala spremeniti in izboljšati predvsem z aktivnim sodelovanjem z občani. Da bo možno od teh
zadevah, sklepih, prioritetah, gradnji, obnovi, delu, vsega, kaj se Ptuja tiče, da bojo lahko občani pristopili, da bojo v določenem trenutku vedeli, kako daleč je kakšen projekt, kje je zastal, kdo je kriv, da je ta projekt zastal in da bojo tudi tvorno pomagali z svojimi idejami. Po besedah Iztoka Pohorca bo lista imela tudi svojega županskega kandidata, ki bo znan v prihodnjih dneh. Prioriteta pri izbiri kandidata pa bo predvsem, da bo kandidat znal prisluhniti občanom in da bo znal z njimi tudi sodelovati. S sodelovanjem navijačev in darovalcev vijolične krvi že 7. leto zapored rešujejo življenja. V prostorih nogometnega kluba Maribor smo spremljali tradicionalno krvodajalsko akcijo Vijolična kri za vse ljudi, ki jo pripravljajo v sodelovanju z UKC Maribor in Rdečim križem. Krvodajalce vseh starosti so tudi tokrat pozdravili nogometaši. Vijoličasta ne združuje zgolj športnih navdušencev, ampak tudi tiste, ki želijo z darovanjem krvi reševati življenje. Sem red krvodajalec, tako da večkrat hodim. Kaj vam pomenijo tovrstna? Ja, enkrat sem že očetu pomagal zaradi tega, te pa sem se takrat odločil, da vedno hodim na krvodajalsko, kak je možno. Ker mi je čas, da v teh prostorih, kjer so bile velike preskonference z Ligo prvakov, tako dalje, da ja oddajujem kri za ljudi. V Sloveniji bi moglo malo več biti tega, ne. Mariboru vsaka čast, ne. Vsaka čast, da je Maribor, da je NK Maribor to porihtal, da imamo te akcije, ne. Krvodajalce so pozdravili tudi nogometaši NK Maribora. Vsi so priznali, da bi tudi sami darovalni kri, ukolikor bi jim bilo to omogočeno, a ker so profesionalni nogometaši, tega ne morejo. Ponosni so, da krvodajalska akcija poteka v klubu NK Maribor. Ponosen sem na vse te ljudi, ki danes prihajajo sem. Vesel sem takega velikega odziva, obiska. Ponosen seveda tudi na Mojco, ki že toliko let opravlja to delo. Iz leta v leto je akcija boljša, verjamem, da bo v prihodnje še uspešnejša. Pa naši navijači so tako in tako najboljši v Sloveniji, tako da mislim, da ob takih akcijah se to samo še potrdi. To je v bistvu nekaj izjemnega, v bistvu se vidi, kako je, v katerem številu hodijo ljudje in pomagajo drugim, ki rabijo to pomoč in to je nekaj izjemnega in vidi se, da so ljudje pripravljeni pomagati. Nad odzivom vseh, ki so pomagali, so bili navdušeni organizatorji krvodajalske akcije. Ekipa, ljudje, ki so tukaj, ponosna sem na UKC, na Rdeči križ, na NK Maribor. To res, jaz ne vem, če obstaja kdo človek na svetu, ki je tako ponosen na svoj klub, kot sem jaz. Za temi odprtimi rokami pridejo z mojimi milijon željami, ki si vsako leto nekaj novega zmislim, pa mi nikoli ne rečejo ne. In res želim si, da bi mogoče kdaj svet slišal o teh dobrih ljudeh, ker brez njih nas ni in oni so to srce, ki bodo danes reševali življenje. Mogoče se sploh ne zavedajo, kakšne dobre stvari danes počnejo. Tako darovalci, navijači, nogometaši in organizatorji skupaj premikajo meje humanitarnosti. Po 10 letih so v Vuzenici obudili idejo, da iz otroške igre nastane tekmovanje. Gradili so gradove iz mivke. V vlogi zidarjev in svojevrstnih arhitektov so se preizkusili otroci vrtca in osnovnošolci. Domišljija in spretnost sta bili veščini, na osnovi katerih so nastajali pravljični gradovi v obliki trnjav. Predstavljali smo si, da je Trnulčičin grad, pa ker grad najn je bil zavarovan z vodo, pa je imel tudi most. Naredili smo okrog stopinje, pa smo si predstavljali, kot da bi nek velikan hodil in da bi pač zaradi tega nek grad se za to podaril. Mičkin grad. Rekli, da smo prvo dali 3 kupčke, imam pa smo z vodo grdali, da bi bil trdnič, pa okne smo narisali. Pa zunaj steklenimi lončki smo dali gor. Letos je gradove ustvarjalo 5 ekip. Ker so tekmovali v izvirnosti svojih idej, so izdelke ocenjevali člani komisije. Osnovna zadeva nam je bila, ali so izvajalci delali sami, ker od zunaj je bilo veliko pripomb, pomoči, seveda besednih, ampak čisto drugače, če delaš sam.
Naslednja stvar je bila zgodba, ki jo je mogel povedati avtor samega, torej zakaj je grad taki, kot je in tako naprej. No, potem pa seveda tudi sama struktura gradu in podobno. A bistvenega pomena je bilo spodbujanje otroške igre. Pred 10 leti se je že to dogajalo, je bilo zelo obiskano. Rekli smo, probali bomo to vrniti nazaj, tako da neke ideje ni, organizacija bila super, z pomočjo MKC Vuzenica. Verjamejo, da se bo ideja znova prijela. V znak spodbude za bodoča sodelovanja so vsi udeleženci prejeli nagrade, uvrščeni na prva 3 mesta pa tudi pokale. 3. septembra smo obeležili 74. obletnico partizanskega napada na nemško postojanko ob mariborski Koči. Ob tej priložnosti sta se padlim borcem s položitvijo spominskega venca poklonila tudi župan občine Hoče - Slivnica in predsednik lokalne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB. Zbrane sta spomnila na pomen narodno-osvobodilnega boja in takratnih vrednot, ki so danes mnogokrat zgolj predmet političnega boja. Za krajane praznik pomeni predvsem tradicijo in ohranjanje spomina na naše prednike, ki so del svojega življenja posvetili boju proti okupatorju. In za tiste, ki smo dejansko na Pohorju doma, je to res čast, da lahko sploh to še delamo in dejansko doživljamo in prenašamo na mlajše rodove. Mi je zelo všeč, da je toliko ljudi in da kljub takemu vremenu, da se toliko udeležilo, sem zelo ponosna, da sem Pohorka, da sem domačinka. Jaz se spomnim te Koče, ko je gorela. Spomnim se tudi Ruške Koče in tam, ki je zdaj dom Zidešov dom. Je ata pokazal s prstom in rekel, poglej, kak tu gore gori, kak to Nemci požigajo. Prav zato se je potrebno spominjati zgodovine, saj venomer kroji potek prihodnosti. Tu so pregnali v bistvu nemško upravo, ki bi verjetno širila svojo oblast na tem področju in v bistvu v osvobodilni vojni je vsaka zmaga tudi v majhnem boju, to pa ni bil tako majhen boj, zelo pomembna. Šolski sistem je tako neutemeljeno osiromašil učno vsebino narodno-osvobodilnega boja. Mladina, mladi rodovi so v bistvu prikrajšani za to, da bi več zvedeli o borbeni oziroma osvobodilnem boju svojega naroda. Končno so to njihovi detki, pradetki, prababice. Zato je toliko bolje, da se pomembnosti teh dogodkov zavedajo posamezniki, ki lahko vplivajo tudi na mladino. Mislim, da gre za izjemno pomemben dogodek, sploh danes, ko bi nekateri radi pisali zgodovino na novo. Zgodovina so dejstva, seveda dokazno gradivo, v zgodovini so tudi dostikrat pričanja, izjave, ampak teh, ki so tu bili, več ni, tako da mislim, da dejstva ostanejo v vsakem primeru, ve se, kdo je zmagovalec 2. svetovne vojne in pomembno je, da se to obdrži. Predvsem pa je pomembno, kot je dejal tudi župan občine Hoče - Slivnica, da vzdržujemo pomen domoljubja, ki ga je pri nas občutno premalo, sploh če se primerjamo z nekaterimi sosednjimi državami. Spomin na lastno zgodovino je namreč zelo pomemben, saj ljudje marsikdaj začnemo ceniti stvari, ki jih več ni. Ostajamo na Pohorju. Tega so namreč tradicionalno pretekli udeleženci Trail Maratona Pohorje. Letos so se ga udeležili tekači in tekačice iz 9 držav, med katerimi je najbolj eksotična Južna Koreja. 3, 2, 1, gremo! Srečno vsem! 4. leto zapored je zadnji avgustovski vikend na mariborskem in ruškem Pohorju zaznamoval Trail in Bike Maraton Pohorje. Nekateri so ga okušali prvič, drugi se na pohorske teke redno vračajo, ne glede na vremenske pogoje. Kar se temperatur tiče, pa definitivno boljše 15 kot 35. Za tek torej idealni pogoji na nek način, kaj pa za lepote proge in doživljanja Pohorja? Ja, za tiste, ki so tu prvič, verjamem, da bi si mogoče želeli malo bolj sončnega vremena. Jaz kot domačin, kot Mariborčan, pa progo tako že poznam. To je moj dom. Tako da grem predvsem zaradi tega razloga samo, ker sem domač iz blizu, pa je to tek, ki ga ne spustiš. Mi je zelo lepa proga. V bistvu cela proga je razgibana, dinamična, lepa.
Ena od novosti letošnjega trejla je bila 10-kilometrska trasa s startom in ciljem v skupnem prireditvenem prostoru na parkirišču pred Ruško zadrugo. Naslednja novost pa je bila ambasadorstvo. Tega je prevzel ultramaratonec, ki je trejl odtekal za trening. Vesel sem, da v bistvu smo obkroženi s takšnimi naravnimi danostmi in bi pozval vse ljudi, da jih čim bolj izkoriščajo, ker vseeno ljudje izhajamo iz narave in ta klic narave bi morali malo večkrat slišati. Letos ga je zaradi obiska pri prijateljici slišala celo tekačica iz Južne Koreje. I visited my friend Anna and she's pretty into these activities, marathon, run, hiking, and she suggested me, do you want to join me? And I was like, yeah, okay, why not? Because I used to do 10K run at home, but I never did a trail. Skupno se je trail maratona Pohorje udeležilo 138 tekačev in tekačic ter 49 otrok iz Avstrije, Francije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Švice, Madžarske, Nemčije in Slovenije. Imamo v bistvu zelo pestro mednarodno udeležbo, ki pa tudi se iz leta v leto nekako nadaljuje. Marsikdo, ki pride k nam že 4. leto, je še vedno navdušen nad podlago oziroma pri trail-tekih v Sloveniji take podlage, kot jo ponuja Pohorje, ni. Zato je mogoče zanimivost. Pa vem, da marsikdo je rekel, da si je mislil, da na Pohorju ni klanca, dokler ni prišel pod Bellevue na staro FIS progo, ki je kar strma. Tako da v bistvu ponuja neko raznoliko traso, pa mislim, da glede na naravo, sploh pri pragozdu Šumik, se vsak nekoliko razneži. Športnemu delu pa tradicionalno dodajajo tudi humanitarno noto, pri čemer sledijo ideji spodbujanja lokalnega okolja. Na eni strani z organizacijo in promocijo prireditve, na drugi pa z zbiranjem denarja za socialno ogrožene učence osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Z humanitarnim pohodom. Evrov do vsake četrtine otroških tekov namenimo tudi za humanitarni namen. Seveda smo humanitarni sklad polnili tudi z donacijami tekmovalcev, zato ker smo želeli s to prireditvijo tudi v kraju narediti nekaj za turizem, nekaj pa za to, da bo tudi otroci imeli nekaj od tega. Letos so zbrali 500 evrov. Tradicijo tekaških prireditev gojijo tudi v Selnici ob Dravi. Letos so pripravili 6. jabolčni tek za otroke in 8. tek za odrasle. Slednji pa je štel tudi za štajersko-koroški pokal. Otroci, ki so po selniški jabolčni poti tekli v soboto, se zavedajo, kako pomembna je rekreacija. Ker je zanimivo in tudi šport za pol. Lepo je, ker je v naravi, da ni po mestu, tako naprimer Ljubljanski maraton, pa pač bolj naravno. To je prepoznalo tudi približno 100 tekačev in tekačic, ki so štartali na 8. jabolčnem teku za odrasle. Udeležila sem se ga zato, ker je tako dobro pripravljen, ker rada tekam in ker že kar mislim, da ga bom še drugo leto in tako naprej, ker uživam v teku, ker tekam za zdravje, za veselje in za lepoto. Tečem štajersko-koroški pokal in pač je bil na sporedu. Meni se zdi kar super, fajn okolica je, fajn vreme, proga je fina, vzdušje ta pravo, kaj še čemu lepšega. Organizatorji so z odzivom zadovoljni, si pa želijo, da bi se na otroški tek vključilo več mladih, vsaj šolarjev v lokalnem okolju. Za otroke imamo stalno nagrade, otroci so naše zlato. Jaz pravim, otrokom moraš dati diplomo ali pokal, ali tile naši otroci bodo dobili diplome, imajo malico, dobijo soke, slano pecivo, pa še naš selniški sladoledar jim je podaril vsakemu po en sladoled. Tako želijo mlade in njihove starše spodbuditi, naj bodo zgled ostalim. Od teka k plesu. Že več kot desetletje kulturno dediščino raznovrstnih plesnih gibov ohranjajo v Vuzenici. Ponosni na svoj razvoj so se predstavili krajanom, uživali pa so oboji, tisti pod in tisti na odru.
V Vuzinici sta se v zadnjih letih formirali dve plesni društvi, PRK Harmonija in Smaragdne oči. Oboji so krajani vajeni kot skoraj nepogrešljivi del številnih lokalnih prireditev. Super jih je gledati, ja. Gibanje, vse. Sprostiš se zraven. Tokrat so jih presenetili širšim naborom koreografij. Malo bolj širokim programom, tekmovalnega programa v ritmični gimnastiki, zato tudi ta tepih tukaj in pa potem z parami koreografijami. Ponavadi nas vidijo pogosto na prireditvah s plesnim programom, z športnim programom pa zelo redko, zato smo odločili, da bomo danes predstavili ravno športni program. Smaragdne oči in PRK Harmonija združuje plesalke in tekmovalke vseh starosti. Za vsako med njimi pa velja, da so v tej vrsti hobija našle svojo motivacijo. Ker me veseli. Z rekreativnim športom se ukvarjam še kar nekaj let, 9, 10, 11 tudi, 11, ja. Ja, 11 let je to. Ples me veseli, rada plešem, pa je tak nek šport, ki je umerjen. Izvedeli smo tudi, da še raje vadijo, odkar imajo novi studio v bližini Vuzinške Hute. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta petek ob 9. se na mariborski osnovni šoli Ludvika Pliberška slovesno pričenja 62. državno tekmovanje oračev Slovenije. Ta petek ob 17. si lahko v SNG Maribor ogledate premiero otroškega baleta Kekec. Naj vas spomnimo še, da se ta petek ob 9. na Trgu Leona Štuklja pričenja Ajdin tek za otroke, ki bo uvod v sobotni City tek Maribor. Ta vikend pa bo na vrsti tradicionalna ruška nedelja, ki so ji letos dodali še sobotno dogajanje. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje.